Si morate misliti, da so tole katedralo gradili več kot 600 let, če bi jaz toliko časa delal svojo bajto, bi bila že do vesolja. Pa vseeno dobro izgleda tale katedrala tukaj v Kölnu. Ampak jasno, režiser me svet preganja, ker nisem prišel gledati znamenitosti, pač pa sem prišel zaradi ene druge zadeve, dosti mlajše, stare samo 50 let. Evo ga, ni hud, dobro izgleda za 50, ne? Pa še tako iz pravega jekla je. Od leta 1964 je mimo nas Evropejcev uradno šlo že 5 generacij tegale mišičnjaka. Seveda so se tudi pri nas na stari celini našli ljubitelji, zato jih je tudi tukaj kar nekaj, kar je bilo očitno za Ford dovolj, da so se odločili, da bo novi Ford Mustang na voljo tudi pri nas, prihodnje leto. No, da bom lažje počakal, pa sem danes prišel pogledati tole. What kind of a car is this? This is Yes. Ford Mustang. Really? Yeah. I knew that. I wanted this car since I was like 5. 1966 Mustang Fastback. Ein T5, Yeah? war bloß in Deutschland. Do you drive it all the time? No, only 3 times. It's 1 month and 1 day older than I. Tukaj se je v 50. obletnici Forda Mustang zbralo več kot 1000 evropskih navdušencev tega ameriškega žrebca, ki ga je že v prvi generaciji poganjal 7-litrski 8-valjnik z 280 kW, oziroma lepše povedano s 375 konji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 202, 203, 204, 205, 998, 999, ne da se mi več. Druga generacija je bila manjša od prve, zato ker je bila takrat itak kriza z gorivom in se je zato avtomobil lažje spopadal s težavami tistega časa. Ne velja pa ravno za biser med Mustangi. So how long do you have this car? 3 years. And do the girls like it? Oh yes. Ich mag ja das, Ja. ja. Und die andere Frauen? 100%. Ich glaube auch. Ja? Also sie glauben, sie wissen nicht. Stimmt. Will halt, manche Frauen wollen immer mitfahren. Ich fahre Ja. am liebsten allein. So how many girls have you had in the car? Not much, but Okay, but you still have time, right? Je pa zanimivo, da so zaradi umestne slabše prodaje tretje generacije razmišljali celo o pogonu na sprednji kolesi. No, k sreči so se fani razburili in poslali nekaj 100 000 pisem, pa je potem nastal Ford Probe. Mustang pa je ohranil pogon na zadnji kolesi. Und warum nicht einen neueren? Nee, ich finde also gerade mit dem Alten, das ist so die Gelassenheit, wenn man auf der Straße unterwegs ist, kann man auch mal was langsamer fahren, dann kann man die Landschaft genießen. Das kann man mit dem Neuen nicht. Mit dem Neuen hat man das Gefühl, man muss Gas geben. Ja. Po 15 letih je leta 1993 prišel čas za četrto generacijo, ki se je verjetno vsi najbolj spomnimo ravno z televizijskih ekranov, saj so Mustange vozili praktično vsi, tudi v telenovelah, vse od Obalne straže do Melrose Placea. Do you know that this generation was in Baywatch? Sure. I did watch Baywatch, but I was only watching tits at the time, so Yeah. I never seen any Mustang on that show. V modernem vitezu za volanom, a.k.a. Knight Riderju, pa je takle imel glavno vlogo. A ni hud, tale je tako nor, da se je kar užgal. No, in vse to se je zgodilo v 5 desetletjih. 50 svečk ima ta ameriški žrebec že na svoji torti in zato se jih danes tukaj pase tako veliko. Und wie viele PS? 325. Oh. Und wie viel Benzin pro 100 Kilometer? Ich fahre Gas, das sind 17 Liter etwa. 17? Ja, das ist nicht so schlimm, ne? Ja, ist okay. Denken Sie, dass es schlecht war, dass Mustang in Europa bis jetzt nicht war? Also für die richtigen Mustang-Fahrer war das nie ein Thema. Diejenigen Leute, die dieses Mustang-Feeling in sich tragen, die kaufen sich einfach Mustang. Ob das jetzt für Europa richtig ist, wir denken für uns. Wir sind so eingefleischte Mustang-Fahrer und das ist für uns kein Thema. Mustang pa bo odslej še lažje dosegljiv. Ford kot globalni proizvajalec ponuja namreč vse avtomobile povsod. In tako kot so se najprej Američani posmehovali Fiesti, ko je prišla k njim, bomo mi zdaj zelo navdušeni, ker bo Mustang prišel k nam. Imel bo položno streho, pogon na zadnji kolesi in upam, da seveda ugodno ceno. Upamo tudi, da bom lahko šel na uradno predstavitev, čeprav urednik nam že nekaj maha z rokami. It's my dream car and it's not perfect, but it's mine.
Wir wollen fahren, egal was die heute rausbringen für Autos, wir sind Mustang-Fahrer. No, vse če nič druga, mi pa za konec ostane vse nekaj ameriške hrane. Pa malo sirčka. Zdaj se počutim kot malo dete, ki ves dan hodi mimo slaščičarn in se oblizuje, ko gleda torte. No, vseeno pa danes ne bom to dete, ker si bom privoščil eno. V bistvu enega. Enega in edinega. Mustanga. Res je dober. No, sem pa malo razmišljal čez poletje, priznam, kaj vse še moram narediti, zgraditi, ker sem pač takšen, da rad planiram naprej in misli so prišle tudi do Abrahama. Ja, do takrat imam še kakšno leto, ampak vseeno je dobro biti pripravljen. Mimogrede, koliko vas je zdaj takšnih, ki boste letos praznovali Abrahama? Gotovo vsaj 50 zdaj gleda tale prispevek. No, jaz pa sem si za svojega Abrahama zamislil nekaj posebnega. Sonce sije, morje, lepa dekleta in hud avto. Tale je res nekaj posebnega. Shelby GT 350. Poseben zato, ker jih je leta 1966 ogromno kupilo podjetje za izposojo avtomobilov Hertz in so jih potem dajali v najem kot rent-a-racerje. Po enem letu pa so jih prodali ljudem. Vmes se je seveda nekaj originalnih delov čudežno izgubilo, ampak o tem kdaj drugič. Ja, tole bo res super darilo. Nič, grem kar en krog. Ja, zdaj pa vem, odkot toliko čustev lastnikom. Tole je res super avtomobilček. Poganjega 4,7-litrski 8-valjnik, tako da res hromi, kot se spodobi. Slišite, ne? Proizvede 147 kW, torej poganjega 200 vrancev. Vrancev pa zato, ker je tudi na maski konj oziroma Mustang. Ja vam povem, da je tole kar odlična zadeva za krizo srednjih let. Pa kakšna srednja leta, že za zdaj je super. Pa da ne boste mislili, da je pri svojih skoraj 50-ih že za staro šaro. Kje pa? Še vedno do stotice pospeši v dobrih 8 sekundah in vleče do 210 km/h. Vam povem, da tudi... Aha, telefon mi zvoni. Ja, očitno bom moral nazaj. Ej, super. Samo mene 30 ur mi manjka, ne, tako da upam, da do ta čas, ko našparam, da ga ne boš prodal. No, mislim, če ga boš prodal, ga prodaj, ne, ampak upam, da ga ne boš. Še za domov. Ni še, malo še počakaj, no, do ta čas pa ti dam ključe nazaj. Ja, hvala.